smo bili tista nevladna okoljska organizacija, ki smo dali tudi največ konkretnih strokovnih pripomb, kot bo se slišali v nadaljevanju, dejansko skoraj da nobenih odgovorov. Zato mi smatramo, da postopek, ki je potekal, še zdaleč ni bil demokratičen, tako kot ga predstavljajo na Ministrstvu za obrambo, posebej na probleme, ki smo jih že upozarjali v zadnjem letu dni, da so razprave potekale tudi v vojaških objektih, nadzorstvo, kar smo protestirali, prišlo tudi do fizičnih dejansko obračunov med udeleženci in pa gre predvsem to, da sedaj, ko vlada ocenjuje tudi aktivnosti in dela posamezne resornih ministerstv, nikakor ne bi mogli trditi za Ministrstvo za obrambo, da je demokratične procese peljala celovito in odprto. Namreč na nedavni novinarski konferenci je tudi izjavo in tudi v reviji vojaški Slovenska vojska je izjavo vodja projektne skupine Jože Lacko, da jih okolje podpira, da jih podpirajo ljudje, da je bilo preko 70 razprav, da je bilo vključene preko 1200 prebivalcev. Mi z našimi podatki, ki jih imamo na razpolago, smatramo, da so ti podatki zavajajoči. Prav tako moram reči, da so tu na tem področju ogromno odprtih dilem, predvsem so dileme, ki smo jih mi ves čas izpostavljali iz Zveze ekoloških gibanj, so ta. Ali je, in seveda nismo dobili odgovora od Vlade Republike Slovenije, niti od Ministrstva okolja in prostor, niti od Ministrstva za obrambo, ali gradnja tega vojaškega, pa posebej tudi civilnega letališča, bo imela kakršenkoli vpliv na jedrsko elektrarno Krško, oziroma tudi gradnjo drugega bloka. In pa seveda v tem radiusu 8 km, v katerem se nahaja nuklearka, bodoča gradnja drugega bloka, kateri mi seveda nasprotujemo, odlagališče za srednje nizko radioaktivne odpadke, gradnja hidroelektrarne Brežice, prav tako na tem robu imamo tudi seveda razvoj turizma, predvsem termin Čatež, ali v ta majhen prostor z številnimi vasmi in prebivalci se problem lahko reši na ta način, da se ob letališču izseli cirka 25 družin. Mi smatramo, da tudi postopki, kar boste slišali pozneje, niso niti pravilno vodeni in hrup, ki bo nastajal zaradi številnih avionov, kot sem povedal, da naj bi izvedli preko 15 000 izletov in pristankov na leto, če to razdelite na dneve, pomeni to ogromne emisije, ogromni hrup in jaz mislim, da se ljudje še premalo zavedajo, kaj jih pravzaprav čaka na tem področju. Zato ni tako vse v najlepšem redu, kot prikazuje država in mi resno opozarjamo na okoljske elemente, kot so hrup, emisije, tresljaji, kemizacija tal in tako naprej. Opozarjamo tudi na nevarnost, varnost in nevarnost. Nedavne spopade na Kaukazu, Bližnjem vzhodu in tako naprej govorijo tudi o tem, da Evropa ni varna, tudi če smo v NATO paktu in vsako izleti iz tega letališča pomenijo neposredno nevarnost za Slovenijo in tudi za to pokrajino, predvsem, ker je v neposredni bližini jedrska elektrarna Krško. Žal na to niti za enim stavkom nismo dobili odgovora strani države in so ga dejansko v odgovorih popolnoma prezrli, oziroma so zapisali, da jedrska ne bo imela nobenega vpliva na vojaško oziroma obratno. To so elementi, na katere smo mi tudi v svojih pripombah opozarjali, pa kot vidite, smo dejansko bili prezrti. Zato tudi ta pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, ker je bilo na tem področju vrsto stvari narejenih po domače, oziroma tudi mimo ustrezne zakonodaje in prakse, smo se odločili, da stvari odpremo in da opozorimo na možne posledice gradnje tega nadomestnega letališča za potrebe NATO pakta. Vkolikor seveda bi to letališče bilo v tej merilu, kot je bilo, bi še bilo do neke mere sprejemljivo, čeprav okoljske so stvari. Drug moment, na katerega tudi nimamo nobenega odgovora za ta prostor,
Posavja, ker vsi avioni, ki bodo zleteli direktno nad mestom Brežice, je pa tudi to, kje in kakvi koridori, tako letalski, civilnega letalstva, pa tudi seveda vojaške letalstva in helikopterjev in drugi so tam stacionirani, bodo potekali. Namreč večino teh koridorjev je ta trenutek znotraj parka, to pomeni Kozjanskega parka, in se čudimo vodstvo parka, da za tako lahkoto dejansko se ne odziva na to, da skoraj tedensko preletajo park avioni in pa helikopterji in dejansko smisel parka in pa kvaliteto parka tudi s tem uničujejo. Jaz mislim, da pri tem projektu, ki ima seveda še sestavljen tudi poslovni center, je bolj ambicija nekaterih posameznikov, ki so v ta trenutek na vodilnih mestih politiki, kot pa realna ocena, ali dejansko v ta prostor res spada to letališče. Mi smatramo in tudi javno opozarjamo, da je v tem majhnem prostoru, v tem radiusu cirka 5 do 7 kilometrov prenatrpano stvari in da so lahko tudi izredno nevarne za kvaliteto življenja in bivanja ljudi, ki tam stanujejo.